Lepo pozdravljeni, moje ime je Matej in danes sem v družbi Tjaše Mislej, letošnje avtorice maturitetne drame z naslovom Naše skladišče. Hvala lepa, da si se udeležila te naše pogovorne oddaje. Najprej bi ti reč čestito za nagrado Slavka Gruma, ki si jo prejela za to delo. Hvala. Kakšen je bil občutek, ko si izvedela za to nagrado? Ja, seveda sem bila zelo vesela, ker takrat je bilo nominiranih 5 dram tisto leto, ne? In se spomnim, da prav vse tiste ostale 4 so se mi zdele zelo dobre, ne? Tudi, recimo je bila med njimi Simona Semenič, ki je že zelo uveljavljena in potem res nisem pričakovala. In pač sem bila presenečena, pa tudi zelo vesela. Super. Mogoče za začetek, kdo je avtorica Tjaša? Lahko nekaj poveš o sebi? Pač študirala sem najprej primerjalno književnost, pa filozofijo, ampak vedno me je zanimalo gledališče. Recimo tudi že prej sem se ukvarjala s plesom, z baletom, tako da pač sem tudi nastopala. Zanimala me je igra, pač različne stvari. In potem sem po študiju sem si želela še več, me je zanimalo še kaj, pa sem šla še dramaturgijo in na dramaturgiji in slovenistiko vzporedno. Pač na dramaturgiji pa smo imeli tudi predmet dramskega pisanja. V bistvu že prej na primerjalni književnosti sem bila v nekem krožku, ki ga je vodil Boris A. Novak, pa zraven v sodelovanju tudi je bil mentor Vinko Möderndorfer in smo tudi že takrat delali dramsko pisanje. No in tako je pač prišlo do tega, da sem ugotovila, da pač rada pišem drame, no. Sem začela pisati. No, super, pa si res zelo globoko v tem svetu dramske igre. Pač ja, mislim, to je tak proces, ne, pač najprej začneš s kratkimi prizori, tako smo mi delali, še pri krožku na primerjalni, ne, na faksu. In potem poskušaš tisti en prizor, ki ima, ne vem, mogoče 5 strani, pač res izdelati, tako da ima neko strukturo. Pač če so liki, da so liki narejeni, odnosi. No in potem pač podaljšuješ to in recimo na dramaturgiji je pa potem že za en izpit je bilo pa treba že celo dramo napisati, ne? In to zagovarjati potem tudi. Pa res tak širok spekter, no. Potem pa me zanima, kakšna je bila tvoja reakcija, ko si izvedela, da bodo letošnji maturanti obravnavali tvoje dramsko delo za maturo? Ja, to sem bila tudi presenečena in vesela, seveda. Nikoli si ne bi sploh pomislila na to, zato ker že tako, pač že ženskih avtoric ni bilo veliko, ne, na maturi. Tudi če je pa dramatika, so pa ponavadi neki te klasični teksti, ne. Pač pride nekako do tam 1985, ko je šel Veliki briljantni valček, ne, naprej pa že težko. Za maturo ne vem, če je bilo kdaj kaj bolj sodobnega, kakšna sodobnejša drama, no. Romani so že bili, ampak za dramo pa zdaj ne vem, mislim, da mogoče celo ne. Se rekel, revolucionarno delo pa bilo v temu rekel. Mislim, pač očitno se dogajajo neki premiki tudi pri izboru, ne, zato ker mogoče so prej v komisiji izbirali bolj ta tradicionalna, klasična, preverjena besedila, no. Ne, tokrat pa pač se mi zdi, da so mogoče tudi upoštevali to bolj tematiko, ne, ki je letos in se jim je zdelo, da je pač tematsko primerna ta drama in so jo uvrstili, ne. No, to je bil res, mislim, lepo, da odpirajo tudi vrata nekim novim avtorjem, novim delom, ne, novim načinom mišljenja, ne. No, pa če se kar mogoče spustimo, no, v tvoje delo, kje si iskala navdih za dogajanje v drami? Temelji drama na kakšnem, torej, nekem resničnem dogajanju, doživetju? Ja, seveda, mislim, pač jaz pišem tako, da vedno pač izhajam iz nečesa, kar sem doživela jaz, ali pa ki je prebrala, ali pa koga poznam. Pač nekaj, kar se mene res tiče, o čemer razmišljam. Potem pač začnem, ne vem, ali vidim nek prostor. V tem primeru je šlo za to, da sem pač dobila to idejo, da imam neke delavce v skladišču ogromnega supermarketa. V bistvu začelo se je s prostorom, zato ker me fascinira ta sprememba
recimo pred 30 leti še ni bilo nobenih nakupovalnih središč, ne? Zdaj pa jih je res polno, pa še vsi so vedno polni. Bez ta sprememba, kako so te male trgovinice, ki so bile včasih, vsaka tretja ulica je imela eno svojo malo trgovinico, ne, kamor so tisti lokalni prebivalci hodili. Ne, zdaj pa pač to zginja in pač recimo tudi te trgovske verige so prišle, pa so te male trgovinice zrinile, tako ko imamo zdaj pač Hofer, Lidl in tako naprej, Spar že v vsakem mestecu, ne. In iz tega je šlo potem naprej, pač sem videla potem, da so ti glavni liki neke ženske, ne, po večini. In potem iz njihovih likov pa odnosov se je zgodba gradila, ne, naprej. Ja, v bistvu res zanimivo, no, kako si izhajala iz tega neskončnega prostora. Jaz, ko sem začel brati ta dramo, me je res presenetilo, kako to neko veliko, neskončno skladišče, trgovina, po kateri lahko več tednov potuješ, da prideš iz enega konca na drugega. Ne? Je še kakšna druga zgodba tukaj v zadnji te neskončnosti trgovine? To je v bistvu bolj zaradi tega nekega stila, kako bi rekla, karikiranja. No? Zato, ker vseeno to ni nek čisti realizem, ne, ampak so situacije pretirane, ker tudi te delavke pač sploh ne grejo domov, pač spijo, jejo, se tuširajo, ne, na delovnem mestu. To je res pač še karikirana, pretirana situacija. Čeprav imamo tudi pri nas neke take razmere, kjer so delavci po 12 ali pa 14 ur, ne, kjer kar dvojne izmene delajo, ampak še vseeno pač niso tako zaprti, dobesedno, ne. Čeprav, če pa malo po svetu pogledaš, pa verjetno, ne vem, kakšni Kitajski ali pa Indoneziji bi marsikaj odkrili lahko, ne, o kakšnih razmerah so tam delavci. In zato sem potem na več mestih pač gre za to pretiravanje ali pač absurd že na polne truplo v trgovini, ne pač zaradi prašičjih ocvirkov, če spet to nek absurd, karikatura, pa da ga potem zapakirajo v škatlo. V bistvu res neka kritika modernega sveta na že samo pri izbiri prostora in nekako koncepta, kako deluje vse skupaj. Ja, tako sem čutila, da gre za neko ujetost, a ne v sistem. Potem pa sem skušala pač ta svet ustvariti, ne, v skladišču, hkrati pa pač, da je to lahko analogija za tudi celo družbo, pa potem s kupcem, pa z novinarjem dejansko tudi zunanji svet pač vdira, ne, v to dogajanje. Vdira v te nek zaprt sistem. Ta zaprt sistem, ja. Ker je potem pač nekako je moje sporočilo, da je to vse povezano, ne, pa tudi recimo si želim, da bi dijaki, ko bi brali, tudi nekaj prepoznali, recimo ene delčke tega našega sveta ali pa recimo me zanima, kako oni zdaj, ko so pač na pragu tega, da zaključijo s šolanjem, pa se že malo odločajo za poklic, pač kako razmišljajo o prihodnosti, ne? Ali so še lahko nekako polni optimizma, ali se mogoče že malo bojijo prihodnosti. Mislim, tudi če pogledamo še v okviru vsega, kar se dogaja s podnebnimi spremembami, ne. V bistvu lahko res, mislim, se dijaki poistovetijo s tem delom drame in nekako introspekcijo. Ne vem, jaz bi si želela, da bi jim bilo pač aktualno, no, predvsem to. Tako. Ne. No, ko smo se dotaknili te teme, torej, kaj bi rekla, da je glavna rdeča nit, glavna tema tega teksta? Ja, mogoče ravno to, neko hrepenenje pač po prihodnosti, ne? Da pač, recimo, jaz sem tu vzela te 4 delavke in vsaka pač na neki točki bi rada nekaj več oziroma se ne čuti izpolnjeno, je nezadovoljna, nekako ujeta kolesce v sistemu in potem mogoče bi rekla neko hrepenenje po svobodi, da bi res lahko udejanila, ne? Vsi ti 4 liki imajo to hrepenenje, da se ne morejo dejansko pač udejaniti ali pa izpolniti, ne, sebe. Torej, nekaj višjega iščejo, ampak ne morejo, ker so ujeti v... Ja, sistem jih pač tu sili, pač njihove okoliščine, pač vsaka ima neke razloge, da je pristala tam, kjer je. Seveda, zdaj lahko na to gledamo tudi, kot da so pač tudi
one same nekako odgovorne, ne, za to, kjer so, da vedno v življenju, če se res odločiš, tudi lahko kaj spremeniš. Ne, to je zdaj stvar debate. In tudi one pač pristajajo na te neke pogoje. A ne? Tako kot tudi mi vsi, recimo, zakaj one se ne uprejo, pa zakaj ne odidejo, zakaj ne stavkajo. Pač se vsi verjetno kdaj sodelujemo, a ne? Pri nečem, pač tudi če vemo, da to mogoče ni dobro ali ni prav, pa tudi če vemo, da ne vem, veliko, ne vem, stvari, ki jih mi kupujemo, kako so proizvedene, kje so proizvedene, pa še vseeno sodelujemo v tem, ne. Pač ne, izpusti CO2 so vsako leto večji, saj lahko odgovornost tudi prelagamo, ne vem, na tuje države, ne vem, bogate korporacije, ampak vseeno vsi smo pač v tem, ne. Vse je povezano. Se tukaj res tako zelo močno sporočilo skriva v bistvu. Ne? Recimo, te podnebne spremembe niso jasno izpostavljene v knjigi, ampak nekako res pokažejo, nekako ljudje se zavedamo težave, ampak se bojimo reagirati na ta način. Ja, v bistvu tu je bolj izpostavljeno potrošništvo, ampak tudi to je povezano ne, s podnebnimi spremembami, ker ta pač zahodni način življenja, pač potrošništvo, ta kapitalizem, večna gospodarska rast, to pač ni združljivo s tem, kar ta planet zmore, ne? Sploh, če bi zdaj vsi ljudje pač na ta način živeli. Pač ni dovolj naravnih virov, ampak mi vsi vemo in tudi pač veliko ljudi se strinja s tem, da to potrošništvo verjetno ni v redu, da pretiravamo, ampak vseeno, ker še vse ostaja enako. Ostajamo v tem, le redki si upajo nekaj nares, pa iti ven iz tega cikla. Kako se je tudi težko, ne? Ker družba tako povezana in nekako utečen sistem, ki vseeno pač prinaša veliko koristi. Ne? Tudi to je, da pač ljudje se navadimo, da življenjski standard se dvigne, pač bi želeli tudi ohraniti ta življenjski standard, ampak pač bi vsi ljudje tako živeli, pač zmanjka naravnih virov in planet tega ne prenese. Ne prenese več, ja. Ali pa treba najti pač neke alternativne načine, ki pač ne bojo tako onesnaževali. Potem pa bi se rad dotaknil malo jezika. Torej, drama je napisana na takem pogovornem slengovskem jeziku. Je to torej nek način, da bi se približali mladim, Pač ne, to ne s tem namenom, ker pač jaz sem to pisala za vse, ne? Mislim, nisem imela sploh v mislih, kdo bo publika. Je pa način govora, pač nivo jezika je odvisen od lika, pa od situacije. Ne? Zato tudi se spreminja ta raven jezika. Recimo, glede na starost, glede na socialno poreklo, ne? Pač odvisno od tega, predvsem. Torej, kakšna je podlaga vsakega lika, iz kje izhaja, pa se potem okoli tega oblikuje. Potem recimo naslovi. Meni so bili naslovi res zanimivi za neka dejanja, torej recimo Svinja v koruzi, Prašič iz ocvirkov. Je kakšna tvoj navdih za te naslove v tekstu? Pa ne, pač v bistvu vse iz teksta izhaja. Sem pa to imela na začetku predvsem za sebe, da sem si organizirala te prizorčke, da vem, kje sem v tekstu, ne, pa tudi pač nisem vse delala. Ko sem šla pač popravljati besedilo, sem pač vzela en prizor, pa sem tega delala nekaj časa, ne delala na njem in sem se jih zato naslovila, da sem se lažje znašla, potem pa sem kar pustila. Lahko bi tudi zbrisala vse te naslove, no. Ni zdaj to bilo načrtno. Dodajo k občutku drame, ne? Ja, mogoče, ja. Atmosfero nekako narišejo, ne? Potem pa recimo, kako smo se pogovarjali, v bistvu v drami predvsem nastopajo ženske. To je mislim, si želela s tem izpostaviti neko neenakost med spoloma, kakšna zgodba za tem? Pa ne, v bistvu sem samo iz lastnih izkušenj, ker sem tudi sama delala v trgovinah, ne, prek študentskega servisa. Sem pač videla, da pač so same ženske, pa ne vem, tudi še kje drugje, ne, v šoli spet, v vrtcu spet, čistilke spet, pač to so taka dela, socialne oskrbovalke ženske, ne. Zato so same ženske, ker tudi, ko priješ v trgovino, vidiš s večinoma ženske, ne. Zdaj pa vprašanje, zakaj je to tako, zakaj se je tako porazdelilo, pa pač ta dela so tudi velikokrat podplačana, ne.
Potem je to v bistvu kot kritika tega, a ne, Ja, lahko, povezave, ki ste izpostavljali. lahko se tudi tako razume. Ja. Koliko v bistvu od vsakega bralca potem odvisen. Ja, mislim, se mi zdi, da lahko odpira pač debato o tem, ja, pač o položaju žensk kot delavk, sigurno. Ja. Pa hkrati pač običajno so tudi, če so ženske mame, še to breme skrbi za otroke, ne, tudi pade velikokrat bolj na ženska ramena. Ne. Zakaj je tako še vedno verjetno ta neka neenakost, da se od žensk več pričakuje, ne, tudi kar se tiče dela doma, gospodinjstva, ne, potem pa še v službi, pa jih pa še tam lahko določena delovna mesta, saj ne povsod, ampak so pač delovna mesta, kjer jih izkoriščajo, se izčrpajo v službi, potem pa še doma. Ne. Včasih je pač to delo neko tako nevidno delo. Ki se ga ne more mogoče meriti na neki lestvici, ampak je hkrati res zelo pomembno. Ne? Ja, za družbo je pa ključnega pomena, ja. Absolutno. Potem pa želimo zdaj malo predebatirati o likih. Ne? Torej imamo, kot si rekla, 4 glavna dekleta. Kaj predstavljajo njihove želje? Kako, kaj predstavlja? Ali kaj si one želijo? Tako, kaj se želijo? Kaj je tista stvar, ki se želijo, njihova motivacija, njihove sanje, za vsake posebej? Pač recimo Marija je najbolj očitno, ker je tudi doštudirala, ne, da pač bi rada nekje drugje delala, pa je pač ni uspelo še, pa tudi da piše roman, se pravi ima neke druge želje, interese in to delo pač tako jemlje kot nekaj začasnega, samo da gre lahko naprej. In tudi Evelyn ima pa tudi, sicer pač na drugačen način, mogoče Evelyn bolj sanjari, tako utopično, pod vplivom tudi nekih teh televizijskih oddaj, da bi pa ona lahko postala nekak ta instant zvezda, pač s pomočjo resničnostnega šova, da bi zaslovela. Ampak to je vse v bistvu samo v resnici, tako sem jo jaz dojemala, neka želja po pozornosti, po potrditvi, zato sem potem tudi skušala pokazati, da Evelyn v resnici je imela pač razbito družino, ne. In tudi zato mogoče potem lahko razmišljamo, da mogoče pa je ona zelo sposobna v resnici, pa če bi imela podporo doma, bi pa mogoče tudi šolanje lažje speljala, pa, a ne? Se pravi, da potem se odpre ta debata zdaj. Ja, posameznik seveda je odgovoren tudi za to, kjer je, pa kaj dela, ampak hkrati so pa tudi neke okoliščine, ne? Sploh zdaj se mi zdi, da postajamo vedno bolj razslojena družba in zdaj, če že starši so revni, pa otroci tudi nimajo toliko možnosti v šoli za krožke, ne vem, že stanovanje bo čez čas, glede na to, koliko so stanovanja draga, pa hiše, mogoče že stanovanjski problem, ne, in tako. Potem pa je še Suzija, ona pa pač si želi, da bi imela cvetličarno, ker nekako vidi v tem, ne vem, neko lepoto, možnost za kreativnost, ne, če bi bila cvetličarka. Pa še Vera potem. Vera pa, ona je pa pač itak že na koncu svoje karierne poti, pa je nezadovoljna. Potem pa pač malo se v bistvu gledati televizijske oddaje, pa nadaljevanke, pa tam se poistoveti s temi nekimi liki, ne. Mogoče si tam predstavlja, kako bi bilo zdaj tam na tisti ladji ob morju ali tako. Pa, recimo Liha Vera, ne, ona ta zanimiv njen vidik je, kako spominja na moža, torej umrlega. Ne. Je tukaj kakšna, mislim, zgodba v tem skriva, torej zakaj ona toliko se izogiba, da bi se torej nekako se soočila z realnostjo? Ja, tako, pač to sem dala kot neko njeno, ne vem, spet mogoče, da se oklepa tega moža, zato ker pač sta res bila celo življenje skupaj in je tu neka močna vez, hkrati pa ima problem pri odnosu s hčerko, ne. Ker je tudi ta zgodba v ozadju, da je njen mož si želel sina in je njen mož pač zavračal hčerko, ampak potem tudi ona ni zmogla se upreti možu, pa je nekako tudi sama, ne. Ni mogla razviti dobrega odnosa s hčerko.
Pa se potem ona res se globoko v sebi zaveda, da moža ni več, ali je to samo neka stvar, ki jo proba zaigrati na ven? Ja, mislim, da v sebi se seveda se zaveda, ampak nekako ohranja to idejo, da pač še ima nekoga, ker to te lahko, mislim, težko je verjetno, če si tako že v letih, pa ostaneš sam, pa nimaš dobrega odnosa s svojimi otroki in da imaš vsaj nekoga še, pa nek cilj, ne vem, v nedeljo bom kuhala ričet za moža, ne. To. Nek smisel potem, da ostane, si jo proba obdržati. Ne? Potem pa to je lik Marije. Lahko tukaj noter vidimo neke avtobiografske lastnosti, torej avtorica, pisateljica. Ja, seveda. Mislim že to, da pač je tudi ona študirala primerjalno književnost, tako kot jaz, pa da v tisti prvi diplomi sem imela res težave z iskanjem zaposlitve, ne. Sem tudi potem še vedno delala take stvari na študentsko napotnico, slabo plačane, pa ne povezane s svojo izobrazbo, tako da ja, sigurno so podobnosti, ja. Potem Marija mora verjeti v svoje sanje in bo, tako kot avtorica, prišla do nekega lepega zaključka. Ja, treba seveda mora vztrajati, ne, čeprav sigurno to je potem en korak, ko ti nekaj uspe, ampak potem to ne pomeni, da je konec. Mislim, da zdaj pa ne, bo pa vse super in še vedno naprej treba vztrajati. Se boriti, bitke ni konec. Ja, ker če imaš to potrebo, da pišeš, kot jaz osebno recimo, zdaj pišem še naprej, ampak hkrati pa tudi moram imeti še druge službe zraven, ne? Sploh zdaj, ko imam pa že otroke, pa še toliko več, pač to zahteva tudi neke finančne stabilnosti in pač to pa se spet lahko rečemo, če problem poklica v kulturi, da je tako to prekarno delo, nesigurno delo. Tako, ne. V drami imamo tudi 3 moške like. Torej, 4, naše bigije. Še bigi se res, še nekaj o njih povemo. To recimo novinar, kakšno vlogo? Ja, so tudi moški liki, ki pa so bolj pač stranski liki v tem primeru, ker pridejo pa grejo, ne. Pa vsak pač seveda ima neko funkcijo zelo pomembno, pa se mi zdi sploh kupec, pač pri kupcu si predstavljala, da mogoče se bodo z njim lahko poistovetili tudi gledalci ali bralci, oziroma da predstavlja neko to, kar je zelo človeško, pač željo po nabiranju, a ne pač to je da kupovanje, da pač dobiš, si kupaš, dobiš neke stvari. In kako je lahko to tudi pretirano, ne? Pa nima več nekega stika z realnostjo, ker potem, recimo pri kupcu je pač to spet karikirano, da išče neki izdelek, pa če ga nič ne more zadovoljiti, pa potem si v glavo zapiči, da bo pa ravno ta prašičja glava izza cvirkov, pa ko bo zdaj potešila, ne, to njegovo hrepenenje, ampak pač velikokrat je tako tudi v življenju, da če gremo v shopping, pa kupujemo, pa smo tisti hip nas nekaj zadovolji, potem pa se zelo hitro lahko tudi naveličamo ali pa ni več tega občutka, ne, zadovoljstva. Potem je novinar, ki tudi pride kot nekdo, ki naj bi ga res zanimalo, kaj pač se tam dogaja, ampak potem lahko tudi tu se odpre debata, koliko je on iskren v tem, a se mu gre za gledanosti njegove oddaje. Ne? Neko zgodbo išče, pa je potem najde take, kot bi on hotel, na ta način. Ja, pač potem tudi vloga medijev, kakšna je. Potem pa pri direktorju bi pa rekla, da je pač res ta funkcija nekoga, ki ima moč. To je še en lik, ki ima tudi tako vodilno pozicijo, je tudi poslovodkinja, ki je ženska. Se pravi, da pač imamo tudi ženski lik, ki ima moč, niso samo moški, ampak je pa vseeno ta direktor še nad njo. Ker še vedno pač pogledamo, ti res vodilni položaj je še vedno več moških kot žensk, tako pač je. In pač direktor ima to vlogo nekoga, ki živi čisto v svojem svetu, je popolnoma nepovezan, ločen od te realnosti delavske.
vsakdanje, oni pač živijo v svojem svetu, in pač je ta pozicija nekoga, ki ima absolutno moč tam. Ne. In res je ločen od v bistvu, recimo delavk. One gledajo na njega kot neko višjo figuro, ne? Pa v bistvu pa vidimo, da na koncu le človek. Ne? Ja, seveda, vsi smo, ne, potem pa sam kako, pač kdo bo kam pripleza, pa na kakšen način. Ne, to. Na kakšen način. Pa za konec, če tako malo bolj vprašanje, torej imaš kakšen nasvet za bodoče maturante, kako naj berejo to knjigo, to dramo, kaj naj si mislijo o njej? Mislim, na sveta, kaj naj si mislijo, nimam, ne? Ampak samo, da mogoče pač res preberejo, pa upam, da jim bo zanimivo, pač, da bodo tudi o tem lahko v šoli se pogovarjali med seboj, pa kaj razmislili, pa da jim bo pač vsaj, ne vem, kakšna vprašanja ali pa ideje, pa nekaj, da se bo iz tega, da bojo skupaj kaj novega odkrili, pa se pogovorili, prišli do nekih zaključkov mogoče tudi, da jim bo potem lažje tudi o tem nekaj napisati. Ne. Da se odpre torej nek diskurs med mladimi in da potem to prelevijo v papir na koncu. Ja, pa da bo pač mogoče tudi tema njim blizu, no, da se jim bo zdela aktualna, da se bo prepoznali mogoče tudi kakšne teme pa probleme, ki jih imajo mogoče sami, pa sami tudi o tem razmišljajo. Ne. No, super. To je to za danes. Hvala lepa, Tjaša, da si se udeležila naše oddaje. Maturantom pa vso srečo na pisanju maturitetnega. Hvala za vabilo, pa vso srečo. Tudi jaz želim. Tako, srečno.